No, dvakratni svetovni prvak v plavanju, dvakrat nosilec naziva invalid športnik leta Slovenije, enkrat evropski prvak, ima pa tudi 4 svetovne rekorde v plavanju. Zaradi redke genske napake pa ima eno roko in nima nog. Vse to in še več je Darko Đurić, ki je v tem trenutku z nami. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. In hvala, ker ste prišli. Ja, s veseljem. Ste se pripeljali sami? Sam, tako je. V zadnjih letih tudi s pomočjo razvoja in tudi zaradi vaše trme, lahko rečemo, ste samostojni na poti, imate svoj avto, ki ni predelan. Kakšna je bila ta pot, da ste prišli do jeklenega konjička, ki vam omogoča neke vrste svobodo? Moj prvi avto je bil na joystick. Vedno sem iskal to svobodo in že kot otrok sem vozil električni voziček. So mi dali noter blokado, ker sem skozi prehitro vozil. Sem malo pohecen, sem prvi v Podbrezjah, sem na elektriko vozil. Tako da je bilo, pa sem pa seveda, prvi avto je bil na joystick. Tista predelava je bila zelo draga. Takrat smo mogli še zbirati preko dobrodelnih akcij, ker zavarovalnica še ni pokrila tega stroška, plus vezan sem bil samo na en avto in sem potem malo iskal rešitev, ko se je začel kvarjati, kako bi vozil brez predelave ali pa z manjšo predelavo. In so mi v Ameriki, v Oklahomi, na eni kliniki, kjer so zelo specializirani za posameznike z dvojno nadkolensko amputacijo, pokazali, da se da s protezo voziti. Na srečo imam pač proteze, ki so mikroprocesorska kolena, je tudi elektronika, se da zakleniti, so zelo varne. In potem sem seveda video pokazal tukaj v Sloveniji, da bi vozil na tak način. Niso se takoj strinjali. Seveda je vprašanje neke odgovornosti, če pride do kakšne nesreče, ampak nekako sem dokazal, da lahko na ta način veliko boljše, bolj varno vozim in od leta 2017 v bistvu kot prvi v Evropi legalno vozim brez predelave avtomatski menjalnik, tako da vsako leto naredim približno 35 do 40 tisoč kilometrov. Predvsem tudi moje delo je veliko na poti, tako da mi to res omogoča eno samostojnost, svobodo, da res lahko vse počnem, kar si želim. No in to, da ste prišli do tega, da lahko zdaj samostojno vozite by the book, se pravi, da ne kršite zakona s tem, je botrovala ta vaša trma. Niste hotel popustiti, jaz bom vozil. Po mojem so vas imeli ti uradniki državni že poln kufer. Vsak dan ste klical tja, a je že odločeno, a bo že? Tako je, v bistvu, ko sem klical, a bo zdaj to dovoljenje ali ne bo, takrat se mi je zelo mudil, ker sem se ravno odpravljal na Nizozemsko in je bila res una časovna stiska. Seveda tistega klica ni bilo, pridite, novo spričevalo in tako naprej. Sem vsak dan klical, ko sem dvignil telefon, ko se je oglasil na drugi strani, prosim, Darko Đurić pri telefonu, ja. Ampak na koncu sem uspel, pa v bistvu je res velika razlika. Vztrajnost se obrestuje in to nekako želite predati tudi otrokom, recimo veliko hodite po osnovnih in srednjih šolah, predavate, govorite svojo zgodbo. Kaj najmlajše najbolj zanima? Kako pogosto je recimo vprašanje, a lahko dvignete hlačnico? Na odru sem ponovadi v kratkih hlačah, tako da tam vidijo, kako izgleda vse skupaj. V bistvu jih zelo zanima predvsem ta zadnja triada osnovne šole, tudi samo podoba, kako so me drugi sprejemali, kako sem se vključeval v družbo, kako so me doma bratje in sestre sprejemali in tako naprej. Zadnjič je bilo eno zelo dobro vprašanje, ali so drugi bratje in sestre se čutili kaj zapostavljene, ker so starši mogli veliko časa vame vlagati. In to so res dobra, taka globoka vprašanja, ki niso samo tisto neko površinsko razmišljanje. In me je pa zadnjič en mladenič na eni šoli zelo presenetil, ko je na koncu tako dvignil roko, pa je rekel, veste, tole zadnje ni vprašanje, ampak je misel iz srca. Jaz ko, ja, prosim, pa on tako reče, veste, jaz to vidim kot celega človeka. Jaz ko, koliko ima ene globine mladi in mislim, da to moramo v njih vzpodbujati in zaupati, da se razvijajo dobre odrasle ljudi. Ker ravno to ste zapisali tudi v knjigi, da vas pogosto zaboli, ko vidite, da vas ne gledajo kot celega človeka, ampak vas nekako popredalčkajo ljudje. Ne vsi, ampak
velika večina. Ko gremo po cesti, ne, recimo otroci so bolj odprti za to, da recimo pogledajo, aha, ta pa je drugačen. Kakšni so ponavadi komentarji, lepo jih zapišete tudi tukaj v knjigi? Pri otrocih so največ, posebej, če sem v kratkih hlačah, kakšne kul noge ima, ali pa tako zanimivo, ker so res robotske, res dobro izgledajo in jim je zanimivo to videti, se ne ustrašijo tega in tudi vprašajo. In kakšni starši celo spodbujajo, vprašajte ga, vprašaj ga, kaj je to, kako je. In kakšni se opogumijo, pristopijo, kakšno vprašanje postavijo, kakšni se samo malo nasmehnejo, malo gledajo, tako zabavno. No. Koliko je takih, ki nekako dobijo odgovor od svojih staršev, glej, samo naprej? Se ne spodob gledati, ne glej? Tega je vedno manj. Včasih, ko sem bil še mlajši, je bilo takih opazk seveda več. Posebej kakšne mogoče starejše gospe, ko so kdaj hodile, pa bogi, pa pač se počutiš malo, ok, zakaj bi bil bogi, saj nekako živim življenje, kot ga živim, ampak veliko zdaj spodbujajo starši, da rečejo, ja, mogoče nekateri, če so me že kje videli, rečejo, tak se je rodil, ali pa rečejo, vprašaj ga, redko kdo pa to zavira. V knjigi lepo napišete, sprejel sem, da se mi ni treba dokazovati tistim, ki me tako ali tako ne bi sprejeli. Kdaj ste se sprejel sam? Ja, to je zelo dolga pot do tega sprejemanja samega sebe, pa v bistvu dolg proces se mi zdi, da še traja, še velikokrat pride do trenutkov šibkosti, ampak se mi zdi, da tudi ko sem bolj svoboden, kar se tiče sebe, invalidnosti, tudi mojega črnega humorja, recimo mojih lastnih napak, ki so pač bile velike, in dejansko, ko to javno o tem govorim na odru, ta knjiga je zelo pripomogla, ko sva šla z Vladimirjem, sva delala prvih nekaj sestankov in potem je prišel komentar, da sem zelo kronološki, da samo razlagamo o dogodkih, ki so se zgodili, ne povem pa ozadja. In pa sem mogel pač v to iti in se zavezati. Okay, takrat recimo na Evropskem prvenstvu 2018, ko sem izgubil glavo, ko sem izgubil živce, zlomil palco, ko so me drugi gledali, kot se mi pač sfuzljala. Ampak jaz moram to sprejeti, ker ta dogodek se mi je zgodil, ne moram ga spremeniti. Vem pa, da sem naslednji dan potem postal evropski prvak, se pravi, očitno se je mogel zgoditi ta dogodek. Omenili ste trenutek šibkosti. Kaj vam pomaga v takih trenutkih, da se ponovno postavite po konci, da se glava naravna spet v pravo smer? Zadnjič mi je Gregor Kosi v pogovoru omenil, da si on dovolj 24 ur biti šibek. In ravno to mogoče, da si dovolimo biti ranljivi in šibki, da ne moramo biti vedno močni, ker pač svet je hiter, naše življenja so zelo hitra in ne moreš biti vedno na vseh obratih. In tudi, če pride do trenutka jeze, razočaranja, ne vem, rečemo, ok, to zdaj čutim, zakaj tako čutim, da se to da popraviti, da sem jaz naredil napako ali je kdo drug naredil in tako naprej. Kako danes krotite jezo, ravno o tem dogodku pišete, ki ste ga omenili tudi v knjigi in se mi zdi, da je tukaj nekako zaznana vaša iskrenost in to, da v bistvu pač imamo vsi take trenutke šibkosti, ko ravnamo pač mogoče tako, kot ni primerno, ampak recimo, kaj danes poveste mladim, s katerimi se veliko družite, kako izražati čustva, kako pomembno je, da prepoznamo lastna čustva in potem v bistvu tudi to povemo na seveda primeren način. Jaz sem pač ogromen del svoje identitete gradil na zunanjih dejavnikih. Se pravi, ko sem bil plavalec, sem bil Darko Đurić plavalec in ko sem osvajal medalje, sem čutil, da je to moja vrednost. Ko sem dobil komplimente za te rezultate, seveda sem vedel, super, si zaslužim. Ko sem bil četrti na paraolimpijskih igrah, sem mislil, da nimam nobene vrednosti in mi je nekdo dal roko, čestitam za plavalne rezultate, pa sem tako glavo sklonil in rekel, nisem tako dober. Ampak na koncu, ko nazaj gledam, je bila super kariera in
In tudi tisti trenutki, ko sem takrat recimo na Evropskem prvenstvu zgubil glavo, sem se na neki točki zavedel, da pač vedno med predavanji rečem, sem bumbar, da se tam sekiram zaradi enega kosa pleha, ki sicer veliko pomeni, tudi določene koristi prinese na koncu, ampak jaz brez nog sem se rodil, brez roke, na koncu sem potoval po svetu, plačan sem bil za to, da plavam, da ne vem, bil sem v finalih na evropskih svetovnih prvenstvih, paraolimpijskih igrah in da sem četrti ali pa tretji, sem počasi začel gledati, da mogoče tiste 2-3 stotinke res nimata toliko velikega pomena v mojem življenju. Kakšne so želje pa ambicije za naprej? Zdi se, da imate danes drugo kariero, ne? Zdaj že tretjo skoraj. Tretjo že celo. Ja, zadnjo obdobje je bilo tudi po športni karieri leta 2020, ko sem zaključil, bilo kar, rekel, turbulentno, ampak veliko se je dogajalo, vmes sem pač en start-up soustanovil oziroma tudi vodil nekaj časa, pa bil team manager v paraodbojki, vodil nekaj odprav na velika tekmovanja, tako da se je veliko dogajalo, zdaj sem se nekako našel v tem nastopanju, iščem nek svoj voice, kako se temu reče, da res v zadnjem obdobju veliko teh predavanj in res je lepo videti pozitivne odzive. Tudi tisti ljudje, ki me poznajo od malega, pa rečejo, da ne nakladam, tako da to je super. Krasno. Ja, tako da ambicije pa sigurno ustrajati na tej poti, pomagati ljudem do lepšega življenja in da res najdejo nek svoj smisel. To je najbolj pomembno, ja, res. Hvala lepa za obisk, hvala, ker ste z nami delili zgodbo in hvala za knjigo. Hvala za povabilo. Res je dobra knjiga, hvala lepa.